Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes zelo poseben gost. Jaz sem zelo vesel, da se nam je končno pridružil, čeprav smo ga kar nekaj časa vabili. Tako da lepo pozdravljen, Miha. Lep pozdrav, Živel. Zdaj, Miha Tamurna, če ga ne poznate v živo, ga boste zelo dobro spoznali skozi naš podcast. Zdaj, da ga zelo na kratko opišem, pa gremo pol v podrobnosti. On je umetnik, inovator, podjetnik, avtor, ustanovitelj večjih prestižnih klubov oziroma združenj, kulturni ataše in pa še veliko več. Tako da gremo kar po vrsti, da te bojo vsi malo bolj spoznali. Zdaj pa bomo začela mogoče pri letu 2019, da ne greva toliko v preteklost, ker že tukaj so kar močni dosežki. Ti si v advisory boardu India Advantage Summita, se pravi v Bangalorju, si ustanovitelj in pa predsednik Rotary kluba Ljubljana International, kar nam boš precej več povedal, ker me ful zanima. Si direktor in pa ustanovitelj AMI platforme, ustanovil si tudi AMI Times, kjer si glavni urednik, si ustanovitelj in predsednik Salvadorjevega kluba, si predsednik uprave oziroma foundationa AMI, si direktor Art Expa, ki je bil eden izmed največjih oziroma največji dogodek v Sloveniji, kar se tiče umetnosti, kulture in tako naprej. Si direktor Megagrafa d.o.o., si ustanovitelj in predsednik Botticellijevega kluba, tudi o tem bomo kaj več zvedeli, zdaj gremo že v Da Vincijevo šifro. Si ustanovitelj, lastnik in pa direktor inštituta Atelier Art Modern International in pa si predsednik uprave in pa se pravi CEO AMI korporacije. Napisal si tudi 5 knjig, si kulturni ataše Kazahstansko-slovenskega poslovnega kluba. Zdaj tvoje umetnine lahko vidimo od Kitajske, Francije, UK-ja do Kanade, Turčije, Italije, Avstrije, Brazilije, Rusije in pa tudi Arabskih Emiratov. Zdaj predsednik Republike Slovenije in pa tudi predsednik Združenih držav Amerike imata tvojo umetnino. Je to res? Je res. Je res, super. Tako da, Miha, dobrodošel. Zdaj, moje prvo vprašanje, kakor ga moji poslušalci, ki me že poznajo, je zmeri, če bila midva v gimnaziji sošolca, a si bil že takrat tak inovator, ustvarjalec? Verjetno sem bil pa malo čuden, ja, to pa sigurno. Predvsem stvar je v tem, da meni je bilo vedno všeč pač že prej gledati na poslovno pot kot del življenja, ne kot nekaj, kar pride po izobrazbi. In že takrat sem rad dal kakšno kravato gor, račun na kakšen sestanek in tako naprej, ampak hedonističnega dela mi pa ni nikoli manjkalo. Tako da v tem delu mislim, da bi se midva ujela, ne, če bi bila sošolca. Tako da ja. Daj nam malo povej, ogromen nekih nazivov, ogromen nekih vlog imaš. A imaš ti kakšno posebno rutino, kakšen recept, kako ti rata menedžirati vse skupaj? V bistvu jaz rutin zelo ne maram. Imam par rutin, ki mi v bistvu fokus pomagajo držati, imam par rutin, ki me sprostijo, ki me nekako odmislijo od tega vsega, kar imam v glavi. Drugače pa pravim, da je vsak moj dan malo drugačen, da se drugače odvija, da imam kakšno novo izkušnjo in tako naprej. Mislim pa, da je zelo dobro, če imaš pa določene stvari, recimo jaz vsak jutr, ko vstanem, zajtrk v miru, to mora biti kraljevsko, ko se zagre zdravo, malo mailov, kakšen CNN, kakšne take zadeve, pa zvečer muzika nujno, kakšen gramofon, kaj tako, taka malo chillax zadeva, pa da se malo odmisliš. Pač neke triggerje moraš imeti, jaz mislim, ki ti pomagajo, da lahko pač normalen pritisk in vse stvari furaš normalno naprej. Ful dobro. Daj mi povej, kako si ti sploh pričel, ker ti si že v zelo zgodnjih letih si se tudi udeleževal raznih teh poslovnih klubov, od Rotaryja do, da si tudi član IES-a, zdaj si postal tudi ustanovitelj in pa predsednik Rotary kluba Ljubljana International. Tako da, kaj te je vlekalo? Je bilo to network? Ja, v bistvu meni je network zelo zanimiv, pa zelo veliko mi pomeni. No, jaz v bistvu večino stvari, ki jih delam zaradi ljudi okrog sebe, zaradi tega, da sodelujem z ljudmi, zaradi tega, da si pomagamo med sabo. In mislim, da je to ena pač taka vrednota, ki jo v Sloveniji zelo manjka še vedno, ne. In vsa ta združenja, gospodarske zbornice, poslovni klubi, taki in drugačni, sploh nima veze, kakšen je naziv tega združenja ali pa kaj se tam točno dogaja, bolj je važna vsebina ljudi, ki so tam, ne.
In jaz mislim, da največ se lahko naučiš glih od drugih. In jaz vem, da čist na nobenem področju jaz nisem dober in mi je jasno, da nimam pojma o nobeni stvari in bojo vedno ljudje, ki bojo znali vsako stvar boljš kot jaz narediti. In pač, če se s temi ljudmi družiš, rasteš osebnost, naučiš se in tako pač. To me je že takrat me je to tako lepo, zaradi tega. Tukaj se čist strinjam s tabo. Se mi zdi, da danes, tako kot si rekel, tudi jaz ekipo, ki jo imam, sem včasih v sobi najbolj neumna oseba. Ja, se to je v redu, to je pa v redu ekipa. To je ponovadi dobro, ja. Tako da, zdaj mi povej, kaj pa ta Rotary klub Ljubljana International? To je zdaj zelo velika zadeva. Vem, da Rotary klubi po celem svetu so res prestiž. Tako da, kako si se za to odločil, oziroma kako si se tega lotil? Jaz sem se v bistvu z Rotaryjem kot z družino Rotary Ja. International spoznal kar nekaj let nazaj, nekih 7-8 let nazaj. In sem bil ta prvi soustanovitelj in pa predsednik v Rotaract klubu, to je podmladek Rotaryja. Potem sem šel v Rotary Zgornji Brnik, sem tudi tam bil član nekaj časa, potem sem bil v Hongkongu, sem veliko sodeloval z Rotaryjem. In pol nekako smo prišli do tega z tem Rotarijanci, ker meni je na splošno filozofija Rotaryja kot serving community in tako naprej, mi je zanimiva in me pač interesira. In tle smo se odločili, da rabimo v Sloveniji imeti pa nek mednarodni klub, ki bo pa povezoval predvsem diplomatsko sfero, torej razne častne konzule in veleposlanike, tuje CEO-je in tako naprej, ki so tukaj v Sloveniji za nek določen čas. In v tem mandatu, recimo, ko pridejo te tujci sem živeti, ne, in delajo pač svoje poslanstvo, in v bistvu nudimo opcijo, da se tudi tukaj tega udeležujejo in da so tukaj zraven pri nekih projektih, ki imajo social impact. Potem pa, ko grejo nazaj, pa oni še vedno ostanejo v nekem alumni klubu z nami, ne. In tle je v bistvu bil bolj point, da smo se mi fokusirali na zgodbo, da bomo podpirali talentirane zgodbe, posameznike, da ne bomo šli toliko v socialno ogrožene probleme in tako naprej, ampak bomo predvsem tisti pozitiven vibe, no, probali spuščati naprej. In isto z podporo startupov, isto z podporo slovenskim firmam, ki grejo v tujino, podporo tujim firmam, ki pridejo v Slovenijo in tako naprej. Taka bolj iz poslovnega vidika se štartajo projekti, no. Ful dobro. Zelo, zelo podpiram. Se mi zdi, da takih stvari precej manjka, da čim več povezovanja, deljenja znanja, pa delanje nekih dobrih stvari. Dajva se malo dotakniti AME korporacije. Daj nam opiš, kaj delate, kako delate, da bojo naši poslušalci sploh imeli malo pogled. Mislim tako, AMI kot v štartu, če gremo malo nazaj v zgodovino, jaz sem v bistvu AMI postavil kot moj atelje. Je bil atelje Art Muren prvi, ne, ko sem bil kot mulc in sem v kleti začel svoje slike delati in tako naprej. In potem sem jaz počasi začel te kulturne projekte se zraven vključevati in tako. In potem sem začel, ker sem začel svoje razstave delati, to je bilo ogromno let nazaj, sem v bistvu dobil veliko raznih vprašanj od kolegov, od ljudi, ki sem jih poznal, če bi še njim pomagal kaj organizirati in tako. In v bistvu potem mene začel ta šov tudi zanimati, ne. Torej ne samo umetnost kot narediti neko umetnino ali pa neko knjigo napisati ali pa nekaj takega, ampak celotna stvar. Ljudje pridejo v community, kakšen kozarec šampanjčka se spije, kakšna muzika, tako naprej. To me je začelo interesirati in pol sem začel pomagati drugim na tem, in delal na raznih teh projektih. In potem se je skozi leta razvil AMI v to, da sem potem odprl inštitut, in smo začeli malo bolj resno delati razne projekte pa razstave po svetu. Zdaj trenutno smo delali po moje razstave okrog 25-30 držav že. Ene 3000 avtorjev, več kot 3000 avtorjev smo tudi že podprli, ali smo jih razstavljali, ali smo jih promovirali na različne načine, ker primarno v bistvu mi delamo par segmentov. Torej en segment so eventi, delamo okrog 200 eventov na leto. Pač letos pozabimo zgodbo, kako se je celotna stvar razvila, ampak dobro, to bomo šli naprej, tudi tega bo enkrat konec. Potem imamo segment projektov, to so projekti, ki promovirajo avtorje, kulturne inštitucije, ki kakšne nore ideje probajo malo bolj ekstravagantne na trg spraviti. Potem imamo razne storitve, ki jih delamo za umetnike in pa za kulturno sfero. Potem delamo na različnih povezovanjih, imamo 2 kluba. Salvadorjev klub, ki je v bistvu tak odprt
javni klub za kulturnike, kjer se oni povezujejo med sabo, pa si pomagajo. Na drugi strani dobijo neke bonitete od nas, ne vem, so na določenih projektih, ki so samo za njih odprti in tako. Potem pa še Botticellijev klub, ki pa pač poslovni klub, kjer pa probamo v bistvu uspešne ljudi iz različnih industrij povezovati s kulturo. Ker pač filozofija Amija je v tem, da je treba kulturo bolj povezati z drugimi panogami. Ker kultura sama po sebi, pač če gledamo, kako ljudje dojemajo kulturo, ni to zdaleč to, ne? Zato ker to niso 3 slike, ki visijo na steni, ampak je veliko širša zgodba. In se lahko aplicira na karkoli drugega in se lahko uporablja v vseh industrijah in se lahko, ne vem, najbolj banalne industrije dve povežeta s kulturo, ki na prvi pogled sploh ne pašeta skupaj in lahko nekaj zelo dobrega rata iz tega. Tako da ja, to je bila moja želja v bistvu od štarta, plus podpora predvsem umetnikom, ki nimajo možnosti priti na trg, ali pa ki nimajo izobrazbe, da pridejo na trg, ali pa ki nimajo poznanstev, denarja, karkoli. Torej, jaz sem pač mnenja, da je treba na trgu vse pokazati in potem se tudi trg odloči, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj gre naprej in tako naprej. V tujini se to še zmeraj malo drugače dojema, kot na Balkanu recimo. Kar delamo v Londonu ali pa v Hongkongu, je neprimerljivo s tukaj. Predvsem reakcija na to, kar delamo. Ne. Ampak logično, se vse tudi popravlja tudi tukaj, tako da jaz čisto optimističen, da se bo dalo kaj narediti iz tega. Kako je pa po tvojem mnenju, kot si malo že nakazal, razumevanje kulture v Sloveniji? A znamo ceniti umetnost, ali še zmeraj nismo na tej točki, kot recimo v Hongkongu, v Londonu ali pa kakšnih teh? Jaz mislim, da mi spoštujemo kulturo Slovenci, da mi cenimo določene te stvari in tako, to se jaz ne bojim toliko. Jaz se bolj bojim tega, da se kultura gleda kot nekaj, kar ne more biti posel. To je problem. In to zavira potem ostale segmente, da ne grejo naprej. Ker v tujini avtomobilska industrija ali pa nepremičnine ali pa, ne vem, izdelovanje pohištva ali pa karkoli drugega je tretiran zelo isto kot kultura, ker se iz tega da tudi posel narediti. Pri nas je pa kultura vedno malo odmaknjena od tega. Nočemo jo v isti koš dajati z drugimi industrijami. To se zelo pozna in pri delu potem s firmami in pri dojemanju države, kulture in tako naprej. No. Jaz mislim, da je to ključen problem, ključen mindset, ki ga je treba malo spremeniti. Zdaj, zaradi tebe bi lahko rekli, da je BTC City postal tudi mesto kulture, mesto umetnosti. Je malo pretiran stavek, Pa mi malo povej, se pravi, tudi Art Expo je en največjih dogodkov, ki povezuje različne umetnike, umetnost, kulturo v Sloveniji. Po štartu si ga 2017, potem 2019 imel že več kot 360 različnih umetnikov. Kako ti je pa to uspelo? Kako si tega lotil? Zdaj, če gre najprej na zgodbo od BTC-ja, tukaj v bistvu tako, ne, BTC je ena izmed redkih firm takih, ki popolnoma razume, da je treba kulturo tudi podpirati, pa ne samo v smislu jo podpirati finančno in nuditi prostor in tako naprej, ampak tudi razumeti, jo vključevati v svoj portfelj, jo vključevati v svoje projekte in tako naprej in s tem neko širšo zgodbo bolj močno delati. Ne. In tukaj v bistvu smo prišli skupaj z BTC-jem že na samem začetku, torej 2015 smo začeli res konkretno delati tudi z Amijem, in od takrat naprej so oni naš generalni partner in praktično delamo večino vseh projektov, vseh dogodkov in tako naprej skupaj. In tudi pri Art Expo so bili oni prvi, ki so imeli res odprta ušesa in so slišali to in so videli potencial in so tudi podprli to zgodbo, tako da prvi Expo se je odvil tukaj v BTC-ju, potem smo pa čisto iz logističnih razlogov preselili drugi Expo na Gospodarsko razstavišče. Expo je nek tak dogodek, ki mislim, da ima potencial vključiti širše creative industry panoge noter, ne, vse od oblikovalcev, modnih, industrijskih, grafičnih, slikarjev, kiparjev, razne predavanja, razne koncerte in tako naprej. Mislim, da je važno, da imamo en tak dogodek v Sloveniji, zaradi tega, ki daje neko možnost, da se kdorkoli želi lahko tam predstaviti. In potem z leti se to seveda veča in tudi segmentira bolj, ne.
kje so kakšni razstavljavci, kateri grejo skupaj in tako naprej. Po nekih merilih tudi glede kvalitete in tako naprej. Ne? Ampak to so stvari, ki so na dolgi rok. Jaz zelo nerad delam stvari z danes na jutri, pa delam nekaj zaradi tega, da me jutri nekaj od tega, ker to me res ne zanima, ampak gledam za 10, 20, 30 let naprej in tako. To mene bolj interesira. In tak velik festival, recimo, ko se razvija, rab 5, 6, 7, 8 variacij, mogoče 8 variant, da pride do tistega, kar mora biti. Ne? Če gledamo po svetu sejme, ki so, ne vem, 30-tič, 50-tič in tako naprej. Logično, ne? Pa če država da 2 milijona zraven, pa če da mesto 2 milijona, pa če je od sponzorjev 2-3 milijone, pa če je od razstavljavcev 2-3 milijone, pa če je tam še par milijonov, pa se da nekaj iz tega narediti. Saj dokaj treba prideti. Ne? In to pač pri nam se velikrat ne razume, da je treba nekje štartati. Ne? Najboljš bi bilo, da bi pač kar že ta prvič naredili tudi tako, kot je v tujini. Glamorozno. Ja. Počas bo. Ne? Ful dobro. Zdaj, ena stvar, ki si jo že prej omenil, pa sem te jaz pa tudi malo dopolnil, je glede ekipe. Ker si že prej rekel, da ti se tudi veliko zanašaš na svojo ekipo, imaš izjemno ekipo. In zdaj velikrat se tudi tukaj pogovarjamo, kako si vodje zbirajo ekipo. Malo nam povej, kaj je bilo te pomembno, ko si gradil ekipo, ker imaš res top ekipo, no? Res super delate. Jaz bom čisto rekel, tlele se mi zdi najbolj primerno, po moje, da se vsak sam odloči, v katero smer bo orientirana njegova firma. In potem išče ljudi, ki mu znajo tudi to nuditi. Zdaj, marsikdo je lahko zelo dober v tem, kar dela, ampak mogoče ne paše z lastno filozofijo v firmo noter. Recimo, jaz sem tle vedno bil pristaš old school biznisa, če lahko temu rečemo. Torej, to, kar se zmenimo, naredimo to ali več, fair odnosi, počas gradimo, ne gremo, da bomo nekaj na hiter zdajle, pa pol, da dobimo, pa da jutri zapremo, pa spet nekaj drugega odpremo, pa to je pač to, kar je zelo v modi. Ne? To mene zelo ne zanima. In sem si zato tudi, če lahko tako rečem, zbral veliko ljudi, ki imajo že sive lase in so tudi precej bolj pametni, kot jaz, in mi tudi znajo povedati vnaprej, to ne bo šlo tako, ta ne bo rekel tega, ta ne bo za to. Ampak pej do tega, pa mu reči to. Aha, bom jaz ti tega le poklical, bo ta to naredil, bomo to. In s tem v bistvu jaz sem si že od začetka probal nek Orang Advisory Board graditi, ki mi je pomagal do tega prideti. Zraven pa seveda rabiš pa ekipo, ki je pa v drugo smer odtrgana, nova, razume nove trende, razume, da je treba nekaj narediti, ki je malo bolj ekstravagantno v naši industriji, da je treba nekaj narediti, kar je nekonvencionalno, nekaj, kar mogoče v Sloveniji ni bilo še narejeno, ali pa tako naprej, da bo pil vodo čez toliko pa toliko časa, ne danes. Ne smeš pa imeti v ekipi, po mojem mnenju, ljudi, ki gledajo na preteklost, pa iščejo nazaj, kaj je bilo, pa v bistvu probajo, kaj drugi zdaj delajo. Mene nikoli ni zanimalo, kaj drugi delajo. Meni je super, da oni uspejo, jaz z veseljem sodelujem z njimi, jaz z veseljem jim pomagam, če jim lahko, ampak pa oni delajo, pa na kakšen način oni delajo, me pa res ne zanima. Pač mi delamo svoje. Mislim, da je to tako da ja. Dobro. Kaj pa pol ti misliš danes, ker se časi zelo hitro spreminjajo, smo v takem zelo zanimivem obdobju, tudi tehnologija se je zelo povečala, čedalje večji pritiske, skozi smo prisotni na vseh digitalnih kanalih praktično. Kaj pa misliš, da danes kot vodja, oziroma rečemo temu vodja prihodnosti, da je pa za vodjo pomemben? Jaz mislim, da vsak vodja ali pa vsak človek, ki ima neke namene, neko vizijo, da za seboj pelje še druge ljudi, mora pač razumeti, da mora biti v koraku s časom. In mora razumeti, da mora slediti določenim zadevam in razumeti, zakaj se svet, v katero smer se spreminja, ampak ne iz danes na jutri spet, ne ta mesec, ampak kje bo potem pristal čez 10 let. In to ugotavljanje tega, jaz mislim, da je najbolj pomemben in pri poslu in pri osebni rasti in tako. Sem pa vseeno jaz pristaš tega, da kljub digitalizaciji, globalizaciji, kljub razni, ne vem, umetni inteligenciji in vsemu, kar smo zdaj priča, kar se dogaja in kar se vedno več bo dogajalo, to je tako neustavljivo in je tudi nesmiselno to ustavljati,
ker razvoj mora iti naprej in stvari se morajo spreminjati in tisti, ki se lahko temu prilagajajo, se lahko preživijo, tisti, ki ne preživijo. To je pač posel je tak. In mislim pa, da vseeno je pa tle zelo pomemben, da tisti osnovno vrednoto tega, kar bo pa vedno te odnosi medčloveški, kar bo pa vedno ostalo, je pa zelo nujen, da ta voditelj ima, ne glede na to, če bomo vsi samo še v ekrane gledali. To, da se midva usedeva na sestanek, pa se nekaj zmeniva, ne bo nikoli isto, kot če midva gledava vsak svoj računalnik. Absolutno. To sigurno. To, da nas sedi 10 v sobi, pa skupaj nekaj naredimo, pa skupaj nekaj razmišljamo, pa se gledamo, pa imamo mimiko, pa ono, pa to je čist drug način dojemanja kot digitalna povezava, ne. Plus mislim, da kar se tiče pa predstavljanja raznih zadev, sploh recimo, ne vem, jaz, ki sem imel te razne predstavitve v tujini, oni delajo s tabo, zaradi tega, ker si to ti. Lahko pride nekdo drug, pa mu ne bojo kupili to, pa ne bojo delali z njim. Torej, oseben stik je tisti, ki naredi posel. Jaz sem še zmeraj tega mnenja in vedno bom tega mnenja. In tako, tak odnos, ki imaš ti do nekoga, do firme, do kogarkoli, se bo to naprej obrestvar. Zdaj pa imaš lahko ti app tak ali pa drugačen, pa imaš lahko ne vem kakšno platformo v ozadju, pa ne vem kva, vse super, vse prav, ampak tiste ključne stvari, ki se pa ti dogajajo v tvoji karieri ali pa ki se dogajajo v razvoju firme, so pa na oči, na 4 oči, na kakorkoli oči, ampak so na oči, ne na ekrane. Absolutno, se čisto strinjam. Jaz tudi sem velik zagovornik tega pristnih odnosov oziroma tega 1 na 1, no, tega osebnega stika. Se mi zdi, da bomo zelo hitro se pomikamo po temu nekemu social distancingu oziroma distance socializingu, no. Tako da zelo ratujemo malo preveč fokusirani na ekrane, pa premalo mogoče res na ta osebni čut. Ena stvar, ki si jo zdaj omenil, je tudi platforma. In AMI platforma je fantastična, ker ogromno mladim umetnikom omogoča, da se dejansko predstavlja, ne. In ena super stvar, ki si jo delal tudi z partnerjem BTC-em, je to, da si kakšne določene poslovne prostore, ki niso bili oddani, namenil tem umetnikom. Daj nam malo več povej, koliko je teh umetnikov že, pa ta koncept. Mi smo v bistvu tle skupaj z BTC-em razvili ta koncept in sicer prazni prostori kot sami prazni prostori so slab marketing za facilitatorja, to nam je jasno. Zdaj pa je to shopping center, ali je to business center, ali je to stara tovarna, ali so to garaže, ali je to, sploh nima veze, kaj je to. To je nek objekt, kjerkoli, ki nima vsebine. In če nima vsebine, ni zanimiv ne za nove potencialne kupce, ne za nove partnerje in tako naprej. In pač vsi facilitatorji po celem svetu se soočajo z fluktuacijo strank, z fluktuacijo partnerjev in tako naprej. In tle se trgovine večajo, manjšajo, bankrotirajo, selijo se, na isti način je z firmami, z poslovnimi prostori, na isti način je z tovarnami in tako naprej. In v tem času, vmes, ko se išče naslednjega najemnika ali pa naslednjega kupca nekega prostora, se potem v bistvu je škoda ta čas ne izkoristiti, če lahko za zelo minimalen strošek ali pa sploh ničelen strošek damo ta prostor nekomu in mu s tem damo možnost, da se predstavi na trgu, ne. To zdaj delamo v Ljubljani, Pragi pa v Hongkongu, v Londonu zdaj počasi razvijamo to naprej. In v BTC-ju smo celotno stvar začeli in stestirali in smo delali to praktično ogromno nekih eventov, od razstav do predavanj, do raznih workshopov, delali smo razne, ne vem, samo vitrine, pa smo jih dajali naprej umetnikom in tako naprej. Pač mislim, da je tle ključno si postaviti en tak temelj, da mora biti win-win vedno. In tle, če ima facilitator win, da ima višjo frekvenco ljudi, ki pride noter, da ima nek PR iz tega, da ima neko vsebino, da ima neke nove ljudi, ki prihajajo v njegovo okolje, da ima tudi mogoče nove potencialne partnerje tukaj in tako naprej, je to win na strani tega partnerja oziroma facilitatorja. Na drugi strani pa pač marsikakšen avtor ali pa večina avtorjev, kakršnihkoli, v kjerikoli industriji so, pač nimajo par tisoč evrov, da bi si privoščili nek prostor najeti recimo in nekaj delati. Za nek minimalen fi, ki pa pol poskrbi za celotno organizacijo odzadaj in za promocijo tega in za vabljenje ljudi in inventar in take in drugačne zadeve,
je pa to možnost in jim damo tukaj možnost, da oni se predstavijo na trgu. Ne. In tle mislim, da takega koncepta bi se mogel še se to mi nismo to prvi na svetu, ki smo to začeli delati, to nismo taki geniji, da smo to edini, da smo to spomnili, ne. Ampak jaz mislim, da je zelo pomembno tukaj, da tudi v drugih industrijah, druge firme probajo pač izkoristiti kakršne koli kapacitete imajo in pogledati okrog po družbi, kateri skupini lahko s tem pomagajo, pa imajo nekaj dati velik. Koliko pa je že teh kakšnih umetnikov, imaš že kakšno številko, ki lahko z nami deliš, koliko jih je šlo že čez vaš sistem, oziroma 1000 sigurno. 1000, super, malo. Ne, ful dobro, res podpiram. Taki projekti se mi zdijo res izjemni, ker daje priložnost mladim. Dajva se še malo dotakniti, kakor sem že prej te opisal, ogromno nekih pomembnih vlog imaš funkcij, ampak verjetno pot do tja ni bila zelo enostavna. Velikokrat slišimo samo uspehe, ne slišimo pa teh izzivov, ki pridejo po poti. A nam lahko deliš kakšen tak izziv ali pa kakšen projekt, ki mogoče ni uspel? Mislim, jaz sem imel sigurno več neuspehov kot uspehov, to smo si lahko na jasnem. Pa jaz mislim, da je to tudi pametno, zaradi tega, ker moraš določene stvari probati, pa da ti spodletijo, pa tako naprej, da se naučiš nekaj vnaprej. Ampak ja, jaz sem pač že kot mulj začel te vse zadeve delati in logično, da sem imel probleme. Jaz sem imel probleme od štarta, ker sem še brada mi ni dobro rasla, pa sem tam pred upravo stal, pa sem jim nekaj razlagal, so si mislili, pa je zdaj ta prišel k nam tlele prodajati, bolj jasno, ne. Pa logično, ne, pa vedno je pol ta zgodba, ne. Še danes pač imam kdaj kakšen izziv, ker bi pač radi, da imam ene 20 let več, ne, pa bi se z mano isto zmenili, kot zdaj, pa bi isto narejen, kot zdaj. Ampak dobro, če bi imel pač 20 let več, bi pa lažje to šlo čez. Ampak to so vse take stvari, ki mislim, da se jih navadiš in se adaptiraš in vseeno pač vidiš, kdo ima odprta ušesa, kdo vidi v tebi potencial ali pa v tvojih idejah potencial, kdo pa ne. In ne morejo biti vedno tudi vsi navdušeni nad tabo ali pa vsi podpirati tvojih projektov ali pa firme, sodelovati ali pa karkoli, ne. Pač če imaš tisto kemijo, če vidiš, da lahko na dolgi rok nekaj skupaj narediš, delaš, če ne, pa ne. Je pa res, da sem imel pa velikokrat ljudi, ki so mi probali razna polena pod noge metati in tako naprej za take in drugačne bedarije, če se mene vpraša, ne. Ampak to je tako, to se moraš navaditi. Pač meni danes, če mi kdo kaj takega reče, ali pa če kaj slišim, kaj je kdo rekel, ali pa ne vem, meni to gre skozi eno ušes noter, meni je to čisto vseeno, ne. V bistvu to je celo neke vrste pohvala, ne. To je zelo dobro v bistvu, ne. Ker bolj se vpletajo v to, bolj je nekaj, torej nekaj jih moti, ne. Zdaj pa mi vemo, da večina tistih, ki jih precej veliko moti, ponavadi so zelo uspešni, imajo zelo natrpan urnik, sploh ne sedijo na kavču cel dan in tako naprej, ne. Ti so zelo aktivni, ne. Tako da to je taka zelo konstruktivna kritika ponavadi, ne. Dajva se dotakniti, kaj bi po tvoji oceni rekel, je bil pa tisti, Američani temu pravijo aha moment v tvoji karieri, ki si rekel, jaz pa hočem iti v to, jaz pa hočem poštartati AMI korporacijo, jaz pa hočem iti na next level še v druge države. A je bil kakšen tak prelomen trenutek, ki si rekel, to je to, kar hočem početi? Mislim, da ni bilo takega trenutka, zaradi tega, ker jaz to že, se mi zdi, da odskozi to pač sanjam in živim to in ne vem, meni sploh ni važno, koliko je to veliko, na kakšen način je to in tako, ampak jaz si bolj hočem predstavljati moj lifestyle ljudi okoli mene, tim, projekte, ki naredijo nek impact na družbo, in pa neke pač filozofije, neke sanje, ki jih imaš že od štarta. Pač jaz sem si kot mulj sem si risal, kakšen bo moj stanovanje v New Yorku izgledal, pa naredil tloris, ne, ker sem imel za ne vem kva za kepico sladoleda in tako naprej, ne. Veš, mislim, da je bolj važno tule vizija, pa da ti živiš s tem, pa da na poti uživaš, torej journey je najbolj važno. Ker tisto pol na koncu, zdaj, da bom jaz 40 let nekaj delal, zato da bom čez 40 let par let užival, mislim, to je tako čisto banalno zame, ne. Pač meni je važen proces ta in jaz uživam v tem, kar delam in mi je to važno. Moraš pa imeti neko začrtano vizijo, zato da jo tudi ljudem znaš čim bolj predstaviti, da jih ti
primeš pa jim reči, da pej sem, pa odpreš vrata, pa razlagaš, tle bo to stalo, tle bo to bo tako, tle bojo to stebri, to bo tako, to bomo to. In oni so že noter in hodijo s tabo in to je to. Ne? Že vizualizirajo. Ja. Ker če nimaš te vizualizacije, jaz mislim, da je ful težji prideš do nekih projektov, ki so dejansko tako speljani, kako hočeš. Ful dobro. Ne, se mi zdi, da si zelo dobro povedal, sploh glede vizije, da je to res nujno. Kaj bi rekel, da je pa en tak projekt, na katerega si pa zelo ponosen? Pa jih je kar veliko, no? Ampak kjer je tak, ki mogoče malo izstopa, pa bi rekel, to je bilo pa res zelo težko, ampak ne rate. Moram priznati, da recimo, če gledam na Ami, prvi projekti, ki smo jih delali recimo v Pragi, ali pa prvi projekti, ki smo jih delali v Hongkongu, so bili zalogaj čisto iz tega vidika, ker ti priješ na nov trg, skoraj nobenega ne poznaš tam, noben se ne odzove na tvoja vabila, ne dobiš sestankov, težko prepričaš slovenske partnerje, slovenske avtorje, da grejo s tabo. Mislim, da so te stvari v tujini najboljši pokazatelj tega, kaj je sposobna neka firma narediti. In jaz mislim, da šele takrat se meri tvoja efektivnost, bova rekla, ali pa možnost, kaj lahko narediš, ko greš čisto v nek nov okolje, z neko novo stvarjo, z nobenim poznanim in tam nekaj narediš. Takrat vidiš, koliko si sposoben to delati. Ne. Vsi znamo iti po imeniku pa poklicati 15 ljudi, ki jih poznamo že 6 let, pa nekaj narediti skupaj. Ne. To znamo itak vsi. Ampak zdaj pa je kar nekam, čist nekaj na nov delati, je pa sigurno izziv. Moram pa reči, da kar se tiče pa recimo teh raznih poslovnih združenj pa tako naprej, so mi pa mogoče kakšne take izjemne dogodki, ki sem bil kam povabljen, ki so mi dali nek priznanje, ki pač si ne bi recimo sam sebi predstavljal, da bom prišel do tega v to kratkem času, recimo pa so hitreje videli odzunaj potencial, kot pri nam nekdo. Tako, te stvari mislim, da ti pol dajo. Pa ne zdaj, da te napihnejo ali pa nekaj, da ti dajo neko neko potrditev, pa predvsem to, da se da tudi na kakšen drugačen način priti do česa. No. Malo ti odpre oči. Tako da jaz mislim, da tako, če nimaš tujine v obziru, danes je v eni državi delati eno stvar, pač jaz ne vidim logike tukaj. Karkoli delaš, sploh nima veze. Zdaj, ena zelo dobra stvar, ki si jo izpostavil, je ta globalni mindset. In jaz sem tudi velik zagovornik, da je treba čim več iti v tujino, čim več razširiti svoje znanje, svoje obzorja, svoj mindset, se čim več družiti, networkati. Koliko je zate to danes pomembno v poslu? Da dejansko res, da imaš ta vpogled v tujino, da vidiš, ne vem, kaj se v drugih državah, kontinentih, kulturah dogaja in da potem znaš to dejansko tudi v svoj posel peljati. Jaz bi tako rekel, mislim, da network je edina stvar, ki je najbolj pomembna zame v poslu ali pa za nas v poslu. Zato, ker kadarkoli smo v kakršnikoli situaciji, ki je težka, kadarkoli nekaj ne moremo rešiti, vemo, da lahko z našim networkom vse naredimo. Kadarkoli imamo nek izziv, da se ne znamo sami spoprijeti, isto. In kadarkoli imamo neke nove pristope in tako naprej, kadarkoli gremo nekaj na nov začeti, spet isto. Kar se tiče pa trendov, pa teh stvari, ki se dogajajo v tujini, je pa zame, če sva tako malo zdaj, če malo pretiravava, zelo važno gledati iz vidika, kje bomo mi čez toliko pa toliko let. Jaz mislim, da če ti gledaš zdaj neko, ki jo ti kličeš zdaj konkurenco, pa še zdaj več ni tvoja konkurenca, če ti kot majhen proti konkurenci, in probaš se učiti od nje, kaj dela, to so firme, ki so lahko stare 100-200 let, in imajo malo večji backup, kot ga imamo mi, mislim, precej malo večji, ne. Mislim, da tle na dolgi rok potem lahko implementiraš te pluse v svojo firmo. Tako da na vsak način je to zelo pomembno, da imaš sploh, da spremljaš, kaj se dogaja, kam grejo trendi, ampak to, jaz besedo trend kot trend za eno stvar, ki se zdajle dogaja, jaz tega sploh ne dojemam resno. Zaradi tega, ker če se mene vpraša, je trend v poslovnem svetu zanimiv zato, da zdajle fino zaslužiš, pa trend pade, pa pač se nekaj drugega spomniš, da si spet fino zaslužiš. V kulturi so pa mogoče, tle je mogoče malo razlika, so pa določene stvari, ki imajo pač zelo long term sistem in pač se gradijo leta in leta, da pride do tega.
In tudi določene stvari se niso spremenile zadnjih 500 let. In se tudi ne bojo iz danes na jutri. Pač imamo še tako tehnologijo, pa ne vem kva, ker pač se ne dajo nadomestiti drugačno. Zdaj, en skupaj imenovalec mi dva mava in tudi ko smo se spoznala in sicer BTC. Tudi meni je do BTC ogromen in tam sem tudi 4 leta preživel in eden izmed mojih mentorjev je bil tudi Damjan Kralj. In vem, da imaš ti tudi kar lepe spomine oziroma kontakte in strateško partnerstvo. Bi se pa dotaknil mentorstva. Ti si tudi bil del inštituta Y, se pravi njihovega mentorskega programa. Koliko je zate, in tudi prej si že omenil, da si se obdal z advisory boardom že pri mladih letih, koliko je zate pomembno, da imaš ob sebi mentorje oziroma posameznike, ki ti pomagajo, ki te spodbujajo? Ja, zelo si mislim, da je to za vsakega pomembno, ki hoče nekaj več narediti od nekega majhnega projekta ali pa nekaj, zaradi tega, ker enostavno, če hitreje rasteš, kot lahko dojemaš to rast, rabiš nekoga, da ti sugestira, kaj delati, kako delati in tako naprej. In tukaj, ki si recimo omenil BTC, mene recimo tudi Damjan Kralj od začetka stoji ob stran, še pred njim tudi Jože Mermal pa Helena Petrin. Oni trije so v bistvu videli res potencial in so Ami res videli kot neko zgodbo, ki lahko v družbo tudi prinese nekaj dobrega, plus da v BTC-ju dodamo še več kulturnih vsebin. In mislim, da taki ljudje, ki so ogromno dosegli v svojem življenju, sploh nima veze, koliko so dosegli ali pa karkoli, ampak imajo pa nek instinkt, ki so ga že razvili in vidijo, s kom delati, na kakšen način delati, kje so plusi in mogoče ne razmišljajo, kaj bo po enem projektu, ampak gledajo, kaj bo po 100 projektih, kaj bo po 1000 eventu, kaj bo po, ne vem, 6 filiali v 6 državi. Mislim, da se moraš s takimi ljudmi obdati, ki so vizionarji in razumejo to za naprej. Ne, da gledajo za eno stvar, kako bomo pa iz tega ne vem kva naredili. Moram imeti vizijo, kot si že prej, ne moram dejansko verjeti vate. Deva se še malo dotakniti tvoje zbirke, oziroma ti si že več kot 4500 različnih del naredil? Ja, ne vem, zdaj verjetno že več. Verjetno že skoro. Mislim, jaz imam to tako, prej sem ogromen tega delu, zdaj sem pa v bistvu dojel, da je to meni pač res sproščanje. In jaz lahko vmes med tem, ko pogodbe podpisujem ali pa ne vem, tam nekaj delam v pisarni, pa nekaj zraven naredim, ali pa ne vem, zvečer ali pa zjutraj, ali pa kadarkoli. Jaz nimam nekega, da bi mogel imeti pa zdaj za to ful časa, pa se ful osredotočiti, pa ne vem kva. Meni je samo važno, da to gre ven iz mene. In to so slike, grafike, ko pišem, fotografije, risbe, svega in svašta. Pač ne vem, to je meni že od štarta, cel življenje mi je to neka izpopolnitev, plus nekaj dam iz sebe, ki mi dogaja, ki hočem nekaj dati ven, nekaj kreirati. In tudi zato je meni všeč, da v bistvu sem že zelo hitro začel razmišljati, kako bom jaz na svoji poti, zaradi tega, da bom jaz imel čas si razporejati svoj dan, kakor jaz želim, in da ga noben se ne bo dotikal. In pa lahko kadarkoli hočem, vmes delam karkoli hočem. In tle mi je to daje opcijo, da še zmeraj naprej ustvarjam, pa zraven pač delam te stvari. Čeprav logično, ko pride enkrat rukar ali pa karkoli, se tudi po nekem dolgem obdobju ne dotaknem niti platna, niti ničesar, ker pač ni časa, ker so in taki sestanki in seje in svega in svašta. Ampak se da. Zdaj, ena izmed stvari, ki je tudi Jack Ma takrat omenil, pa ki je veliko govora bilo tudi o umetni inteligenci, je, da definitivno umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti te človeške kreativnosti, tega v bistvu tega čuta po ustvarjanju, ker smo res izjemni. In ti si absolutno v tej kategoriji top, ne? Ker imaš res ogromno nekih del. In kot sem že na začetku omenila, tvoji dve deli imate tudi predsednik Republike Slovenije in pa predsednik Združenih držav Amerike. Daj nam povej, kako je do tega prišlo. Oziroma, kaj si ima podaril? V bistvu to je bilo, mislim, da za našega predsednika je bilo preko enega sprejema, je dobil sliko. V Ameriko so pa v bistvu šle grafike za v Soho, za v hotele, še preden je bil predsednik. To drugače pa jaz mislim, da tle ni zelo važno, kdo ima tvoje slike pa tako naprej. Ja, okej,
pustimo mi PR-ovsko pa te zadeve, ampak je bolj važno, da imajo slike ljudje, ki jih znajo ceniti, pa ki razumejo ozadje, ne. Zdaj, pri umetnosti je to zelo lahko abstraktno, ne. Ja, Lahko imamo midva eno sliko, saj oba veva, kako ljudje dojemajo, večina ljudi dojema umetnost, mi imamo eno packo na sliki in to je zdaj vredno 130 milijonov, ne. Zdaj, iz katerega vidika je lahko to vredno 130 milijonov, v katerikoli drugi industriji, pa neka stvar, če ne moreš dokazati, kako je narejena, s kakšno tradicijo, ono, to, bla, 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 ne more biti toliko vredna, ne. ja, In zdaj tukaj je vedno tisti crash, bomo rekli, med ljudmi, ki kulturo gledajo iz ekonomskega vidika, pač midva, če greva kupiti zdajle, ne vem, neko Coca-Colo recimo v trgovino, ne, za njo ne bova plačala 100 evrov, ne. Zaradi tega, ker pač flaša Coca-Cole ne more biti 100 evrov, ne, pač je še toliko draga, ne. ja, ja. Pač 20 bova še dala, pa se nam bo zdelo malo veliko, ampak 100 pa res ne bova dala, ne. Težko bova pa pri umetnosti to tako gledala. In mislim, da tle je bolj važno, da ti najdeš kupce pa zbiratelje, ki razumejo celo tvojo zgodbo, a ne. Ne zato, da ti lahko rečeš, da imaš tam sliko ali pa da ne vem kaj, ne. To nima nobene veze. In tisti ljudje, ki tudi cenijo, ki naprej razložijo, ko nekdo pride k njim, pa jim pokažejo pol, to je pa od tega pa tega, to je pa to, pa imaš neko navezo še osebno s temi ljudmi, to je čisto druga stvar. In to je tisto, kar je važno. Jaz velikokrat imam tudi težavo kakšno sliko dati od sebe, ker pač bodva realna, lepo ali pa grdo, jo nekomu pač glih najraje ne bi dal, ne. Ali pa prodal, ne, ali pa karkoli, nima veze, ne. Ja. Tako da ja, to je malo. Daj mi povej, koliko pa je po tvojem mnenju zbirateljstvo v Sloveniji že razvito? Vem, da oba veva, da Betica ima zelo, zelo močno zbirko. Kako je pa nasploh v Sloveniji s tem? Ja, BTC pa rečemo gospod Mermal kot pač mecen sam po sebi, pa recimo, da je še 3-4 taki na vodilnih pozicijah, recimo, da resno zbirko gradijo v Sloveniji. Takih manjših zbirateljev bi rekel, da jih lahko naštejemo tako, mogoče 50, kaj takega. Drugače pa to je zelo to, no. Ali pa jaz nimam dosti informacij, očitno še niso do mene prišle. Ampak jaz mislim, da je treba samo razumeti razliko, ni treba, da vsak, jaz sploh ne pričakujem, da bo vsak vlagal v umetnost toliko pa toliko pa v kulturo. Ampak samo treba je razumeti razliko, ali če gremo v eno štacuno kupiti sliko za, ne vem, 100, 200, 300 evrov, ki je naprintana na platnu, pa podpremo enega veletrgovca, kogarkoli, da je to mogoče malo slabše, kot če na drugi strani lahko dobimo unikat za isto ceno, narejen tako, kot hočemo, tudi na isti način, od nekoga, ki to dela, ki od tega živi, ki nekaj da noter, tle je sam point, da ti podpiraš ne printe obešati na steno pa tako naprej, ampak da ti podpiraš dejansko kreativo v državi, kogarkoli. To so lahko, mislim, danes se da dobiti za toliko smešen denar, bom rekel, za toliko poceni zelo dobre kose. In je res škoda. In tle mogoče tudi se ne sme ljudi kriviti, ker marsikdo tudi ne ve, kje to kupiti, ne ve, kam to je. In tukaj pa mogoče na nas, da tudi probamo malo bolj to približati ljudem. Torej, da to ni galerija, nek odmaknjen prostor, kjer visijo sami kosi po par 10 jurjev in pač, ne vem, si reče nekdo, jaz pa nimam zdaj denarja, da bi si to pa to privoščil, ampak da jim damo bližje in malo razumevanja tudi, kaj se vse da dobiti in za neke normalne vsote. Daj nam povej, kako pa recimo ta proces sploh izgleda? Jaz pridem do tebe, ti povem, ali mi ti predstaviš, ali ti povem, kakšna zvrst me zanima, zdaj je to kiparstvo, je to neka slika, je to fotografija, a greva potem tudi v drobovje, pa pogledava, ne vem, je to renesansa, je to, ne vem, daj nam malo, kako se to sploh... Čisto tako, načeloma mi imamo neke vrste komisijsko prodajo, kjer pač vzamemo razna dela od avtorjev in jih pač imamo in potem kdorkoli si želi, si lahko kakšen del od tega kupi, ali tisti, ki prijo na evente, ali naše stranke, ali kdorkoli hodi in tako naprej. Večinoma pa mi ne prodajamo slik direktno, da bi imeli nek odprt prostor, kjer ljudje čisto slučajno mimo hodijo, pa še malo slik kupujejo. Logično je tudi to možnost, ampak čist iz izkušenj se to ponavadi ne dogaja, ker pač ni glih tak, bi rekel, taka masa ljudi pri nam, da bi ti imel nek prostor, kjer bi vsak večer en prišel meni, pa bi eno sliko kupil.
a ne. Ker pač nismo na Queen's Roadu, recimo, ali pa kje, ne. Ampak je pa zelo pomembno, da imaš pa neke partnerje, bova rekla, neke firme, neke objekte, ki jih opremljaš, neke posameznike, ki jim opremljaš, recimo, ne vem, hiše, rezidence, karkoli. In tukaj mislim, da imamo pa zelo močen segment, no. Delamo kar veliko takih projektov, recimo, ko celotne zadeve opremimo, ko damo različne avtorje not in tako naprej. In to ponavadi tako izgleda, da potem sediš ti z nekim poslovnim partnerjem ali pa z neko stranko, karkoli, se zmeniš, mu malo predstaviš tudi, kaj sploh je umetnost, katere obdobja sploh obstajajo, kakšni so cenovni rangi, kaj je smiselno, v kaj je smiselno investirati, v kaj je smiselno kupiti zato, ker ti je všeč, kaj pa ni smiselno kupiti samo zato, ker ti je všeč, ker je mogoče precenjeno in tako naprej. In pač, da tukaj najdeš nek kompromis in potem zgradiš neko celoto skupaj za nek objekt, za neko stavbo, za pisarno, za karkoli, ne. Malo povej še, zdajle ste se dotaknili te teme, se pravi, ti tudi opremljaš hotele, poslovne prostore, tudi v tujini? Ja, mislim, v tujini tako. V tujini imamo sicer manjša naročila za te stvari še zaenkrat, ampak večinoma probamo delati, če ne gre kot prodajo oprema tega, probamo delati na način, da v bistvu naredimo pop-up galerijo tam. Torej, da imajo oni neke prazne stene, hodnike, karkoli, avle in tako naprej, in not neko vsebino naredimo za nek določen čas. Ali pa imamo daljša partnerstva, kjer potem na, ne vem, letni, polletni, kakorkoli obdobju, s to pogodbo potem obnavljamo in vedno drugo vsebino dajemo noter. Tako da to so čisto različni pristopi. Delno malo povej, ker mene to blazno fascinira, to zbirateljstvo. Kako pa, se pravi, recimo jaz bi prišel k tebi, pa bi, če bi me zanimal točno specifičen kos, kako pa pol to izgleda, recimo, da bi zbral en, ne vem, zdaj karikiram Mono Lizo ali pa en tak. Dobro, če bi Mono Lizo zbral, bi ti rekel, da žal zapiramo, ne. Recimo, da se zapira pisarna, ne, da je čas, da odidete, ne, recimo, kaj v tem smislu. Načeloma je tako, da mi probamo potem pač, kar mi vemo ali pa kogar lahko mi pokličemo, drugače pa pač saj logično, saj tako kot v vsaki industriji imaš pač potem razne partnerje, ke delaš z njimi v tujini, ke si pomagaš in tako naprej. Se obrne par telefonov, kakšen mail napiše, se najde, kje je tak kos ali pa kje je podoben kos in tako naprej. Potem pa ali se ga od kakšne avkcijske hiše odkupi ali ne vem, ali se direkt tam to pol izvede prodajo. Ker veliko stvari, veliko teh hiš pa raznih starinarnic ali pa raznih galerij dela tudi na ta način, da se direkt pol pri njih kupi, pa mi pol zrihtamo prek njih celotno prodajo, ne, da oni speljejo. Tule je zelo od dogovora odvisen samega, no. Ampak da se pa najti večina zelo veliko stvari. Dobro. Greva še malo nate, in sicer, kaj so pa tvoji cilji za naslednjih nekaj let? Vem, da imaš plan, da bi do leta 2050 postavil dejansko mesto kulture oziroma. Mislim, tako je, tule AmiCity je v bistvu projekt, ke ga že nekaj časa tako po drobovju sestavljamo. In sicer jaz upam, da bo vsaj drugo leto priložnost z vsem tem zadevam, ki se zdaj dogajajo, da bomo vsaj prvo prezentacijo naredili tega. To je v bistvu kot, ja, rečeva mesto, v katerem je vsak segment kulture zastopan. In ta mesto povezuje v bistvu, rečeva, da je to kot neke vrste Disneyland od vsakega glavnega mesta lahko. Torej, mi imamo znotraj mesta nek manjši prostor, kjer se noter dogajajo razni dogodki, kjer imamo noter galerije, kjer imamo noter starinarnice, kjer imamo noter, ne vem, umetniško restavracijo, umetniški kafič, umetniški bed and breakfast, razne rezidence, art residence za avtorje, kjer imamo noter pisarne za razne kulturne inštitucije, kjer imamo noter klube kulturne, kjer imamo, ne vem, ponudnike storitev ukvirjanja slik, kjer imamo ponudnike art materialov, kjer imamo izložbe, razne vitrine prezentacijske,
Zelo važen del je to, da je to nek prostor, ki je že sam po sebi artiš, če lahko temu rečem, narejen. In je pač zanimiv iti, ne vem, tebi kot turistu spatke pa prespati tam recimo eno noč kot izkušnja. Ti je zanimiv imeti nek poslovni dogodek tam, ki je na drugačen način narejen. Mislim, da je to lahko nek tak zelo dober koncept, ki se ga lahko pol aplicira marsikam po svetu, ne. Ker tule zraven pride pol vse od izobrazbe do raznih IT zadev, do delavnic, tečajev, predavanj, do samega residential dela, ki je lahko zraven, pač nekaj art, stanovanj zraven nekih in tako naprej, no. To je kar orange zgodba, no. In definitivno, ker sva se že prej pogovarjali o viziji in o velikih vodjih, da imate vizijo, je to tvoja vizija, ki bi jo rad. Ja, pač to je tako, to mi je štart, tle bi rad v bistvu s prvim Mami Cityjem pokazal, na kakšen način tudi v fizični obliki vsa naša platforma deluje, vse entitete, kako delujejo, kako se povezujejo z raznimi industrijami in tako naprej. Torej, da ti greš dobesedno iz ene hiše v drugo hišo in vidiš v tisti hiši, kako se tle dela, zakaj se tam tako dela in da celotno stvar bolj razumeš. In potem bomo še koga pripeljali iz tujine malo pogledati te zadeve in bomo še kje drugje kakšno tako zadevo naredili, ne. In pač cilj mi je, da ko se par teh Cityjev postavi, da se potem naredi pa Ami Towers, ki bojo pa v bistvu pilarji kulture Amija, nekaj v tem smislu, no. Top, ful dobro. Jaz se že veselim, da bomo lahko videli prvo prezentacijo. Daj mi povej, ti si tudi kulturni ataše kazahstansko-slovenskega poslovnega kluba. Ja. Kako je do tega prišlo? In kaj zdaj ta vloga pomeni? V bistvu je do tega prišlo tako, da smo z njimi sodelovali, da smo veliko imeli kontakta z kazahstanskim veleposlaništvom na Dunaju in pa v Sloveniji s tem klubom. In potem smo začeli pač na parih dogodkih delati skupaj in je tako prišlo do tega, da probamo si pomagati in povezovati države med sabo in tako. Tako da ja. Dobro, top. Zelo zanimiva vloga. Dajva se še malo dotakniti na tvoj stil vodenja. Zdaj, verjetno si v mlajših letih napram zdaj, ko imaš že večje in pomembnejše funkcije, tudi kot vodja, verjetno svoj stil malo spremenil. Oziroma, a si ga spremenil in kako si ga spremenil? Ja, jaz mislim, da sem se začel zavedati, da je zelo važno, najbolj važno, da poslušaš druge, da vprašaš za mnenje, ampak na koncu se moraš odločiti sam pa sam narediti tisto, kar ti misliš. In to bi si že prej povedal mogoče za nazaj, da mogoče nisem toliko, kako naj rečem, mogoče, da sem malo bolj egoističen do določenih stvari. Zaradi tega, ker jaz mislim, da veliko ljudi išče predvsem interese zase in ne gledajo na širšo zgodbo tukaj. Sicer pol sčasoma najdeš ljudi, ki veš, zakaj jih imaš v imeniku prej shranjene kot druge, a ne, če lahko tako rečem. Ampak mislim, da je treba, če hočeš nekam prodreti, zelo res sam sebi dati jasno vedeti, da pač imaš prav in da greš v to smer in ne glede na vse. In marsikdaj te lahko marsikdo proba pač tako ali tako na take in drugačne načine z negativizmom ali pa s čemerkoli pač nekako prizemljiti na tla. Kar je fajn, da si toliko prizemljen na tleh, da pač glih čisto ne odletiš, ne, da ne splava vse kar nekam v zrak, ampak rabiš pa imeti to, da imaš ti svojo vizijo, svoj pogled in da pač se ne oziraš na druge stvari in pač to naprej pelješ. In a je še toliko težko, a je še toliko lažje, če bi nekaj drugega naredil. Ne, ti to delaš zaradi tega, ker si to odločil z nekim namenom. In mislim, da s tem tudi spremeniš pol način vodenja ali pa način komunikacije, predvsem s timi ali pa tako naprej. Mislim, da moraš tudi tako gledati, da nikoli svoje avtoritete ne pokažeš, dokler ni treba. Dejansko, da se vsi počutijo na ta način. Mislim, ti moraš biti pač ljudski človek, če želiš, da to funkcionira na dolgi rok, no. Meni se zdi, da vsi ostali pristopi ne pijejo vode na dolgi rok.
strinjam in popolnoma sem izganjen. Se mi zdi, da danes je treba res zaposlenim dati čim več moči, se pravi, opolnomočiti zaupanja, transparentnost in se čim več pogovarjati. Deva se še dotakniti, ti si napisal oziroma izdal že 5 knjig. Kdaj lahko pričakujemo 6? V bistvu je treba samo še stiskati, pa malo še zrihtati do konca. Aja, Tako da okej, ste že, v bistvu bo zelo hiter, ja. Lahko zaupaš, o čem pa bo? To je pa v bistvu taka zelo ekstravagantna zgodba, ne, kjer so v bistvu kratke pripovedke o tem, kako opustiti čist normalen način razmišljanja. Pač to je mogoče moja hiba ali pa karkoli. Jaz vedno sem bil pristaš tega, da mi je všeč drugačnost, raznolikost in tako naprej. In mislim, da čisto vsak od nas na tem svetu ima neko svojo finto, ima neke svoje stvari, ki so pač drugačne. In zdaj to izpostavljati, mislim, da največkrat pomeni plus. In v bistvu ta knjiga malo na radikalen način proba tistega bralca pripraviti do tega, da naj se pač urit brcne in se razume. Ful dobro, top. No, prvi ste slišali tukaj, tako da zdaj bomo dali obljubo. Ami Times, to je tudi ena izmed tvojih kreacij. Kolikrat izide na leto oziroma malo nam povej, kaj je tudi. To je v bistvu pa bilo mišljeno kot kulturni časopis in stvar je v tem, da smo rekli, da hočemo en tak prav časopis. Pač vsi gremo na digitalne zadeve in tako naprej. Itak, ko smo prvič rekli, da bomo začeli časopis izdajati, so me vsi gledali, pa kje ti živiš v katerem stoletju, a razumeš, ne. Ampak mislim, da je tule važno še zmeraj to, da ti recimo primeš papir v roke in je to čisto nek drug feeling. In pri art projektih si take stvari lahko privoščiš, to je tudi meni všeč. Ker marsikateri pri kateri drugi industriji je brez veze, recimo, kaj takega delati, ne. Tukaj smo pa rekli, da naredimo en časopis, ki bo v bistvu pozitivne zgodbe od avtorjev, kaj se dogaja v tujini, naše projekte malo predstavljal in tako naprej. Zdaj smo to v bistvu zelo v povojih še s tem Timesom, no. Tako da, ko se bojo stvari malo znormalizirale na drugih področjih, ker imamo prioritete trenutno zelo drugje, bo pač Times tudi začel malo bolj pogosto izhajati. Zdaj imamo samo 2 na leto in to je to. Tako da. Daj mi še malo povej, ti deluješ, glede na to tudi, da si precej spontan pa kreativen, kakor si omenil in imaš to rad v svojih dnevih, si pa tudi zelo organiziran. Kako si ti planiraš? Si planiraš v nedeljo za teden naprej ali vsak dan za naslednji dan? Prvo mogoče, jaz imam zelo veliko OCD. Jaz pač vse stvari morajo biti v nulo pošlihtane. In to pomeni, da v stanovanju, kjerkoli, v pisarni, na računalniku, v avtu, v predalu, kjerkoli mora biti pač pod točno določenim kotom točno tista stvar točno tako obrnjena. In pač, ko jo jaz primem in jo vzamem, jo dam točno tako nazaj. In ko eno datoteko spustimo, eno mapo, točno vemo, katero mapo, pa jo najdemo v eni sekundi. To mi je najbolj važno meni in to mi tudi ohranja logiko, da potem lahko delam, ne vem, na 6 različnih stvareh naenkrat, pa vem, za kva se kaj gre. Drugače bi bil tako ali tako izgubljen brez tega sistema. Po drugi strani pa, če bi tako rekel, da si v nedeljo za naprej splaniram za naslednji teden, ne bi šlo zaradi tega, ker ponavadi imam že 2 nedelje nazaj poln teden. Ampak ne planiram si čisto vse sam, ponavadi kar pride, ko odpiram, pa gledam, kva imam pa to, za kva pa to, kdo je pa to. Pač ponavadi imam že vnaprej zelo veliko nekih stvari noter v urniku pripravljenih in potem bolj sprašujem, kva imam to in probam nekako reducirati, ali to rabimo, ali to je zdajle nujno, ali to prestavimo in tako. Probam si pa vsekakor v bistvu držati načela, ker sem ga tudi od enega v bistvu zelo dobrega svetovalca od Damija, v bistvu enega advisorja pobral. In sicer, kar je nujno, ne naredi danes, kar bo pa nujno čez 10 let, pač kar je nujno, lahko narediš jutri, ne, kar je pa nujno čez 10 let, pa delaj danes, ne. In to je dejansko logika, ki funkcionira, ker stvari,
ker jih boš nekoč, ki jih veš vnaprej, jih moraš skozi pripravljati in boš prišel tukaj. Ker tisto, kar je nujno, nekako se tako ali tako podela. Ja, In tudi naučil sem se že to, da nič ni toliko nujenega, da se ne da zrihtati. Pa mogoče pol ure kasneje, ali pa ne vem, karkoli, ampak se naredi, se zrihta. In mislim, da moraš, ker če gledaš samo na to, potem lahko iz dneva v dan pripravljaš za naslednji dan in sploh ne veš, kam ti je šel cel let, ker si hotel do konca leta nekaj narediti, ki je strateškega pomena. In je treba tle bolj strateško razmišljati, no, mislim. In ja, dobro. Zdaj, omenil si OCD, so se hecala in si rekel, da ti, ki kihneš, tudi moraš 7-krat kihniti. ja, to načeloma, ja, ponavadi, ko začnem pol v pisarni štejejo 1, 2, 3, na ta način. Ful dobro. Dajva se dotakniti še malo Mihata Murna osebnega življenja oziroma kaj rad počneš, kaj rad bereš, kakšni so tvoji hobiji, daj nam malo zaupi. Ne vem, hobijev se mi zdi, da imam 100, jaz imam skozi premalo časa. Sicer pač ga imam isto, kot vsi ostali, se to mi jasno, ne, ampak ne vem, jaz bi toliko enih stvari še probal, pa toliko stvari moram še doživeti, pa kaj še moram jeti, pa to, pa ono bi začel. In pol včasih, kako mu kaj razlagam, ne, si tudi misle, da pač nisem glih gladek, zaradi tega, ker pač je kar 10 stvari naenkrat, pa kar še tisto, pa zdaj naslednji teden pa to, pa pol še to, ampak jaz imam zelo rad to, da v življenju probaš različne stvari in ko jih izkusiš, potem vidiš, kaj je zate in kaj ni zate. Jaz ne morem reči, da nek hobi ni zame, če še nisem to delal. Zato, ker mi izgleda čudno. Mislim, sigurno se tudi kakšen tak najde, ampak v večini primerov, a ne, je to tako, recimo, ne. Jaz sem tudi na splošno tako privat, sem zelo zbiratelj. Jaz imam pač kopičem slik in starin in teh zadev, jaz sem malo obseden s tem stvarmi. In to je tako, pač, ko so polhne stene od tal do stropa, je pač treba začeti ob steno nalagati, ne, pa kip čez kip pa te zadeve, ne, ampak to mi je nekako taka živčkost, neka taka strast. To, potem numizmatika, malo filatelije, milaterija, kakšne take zadeve, kar govoriva od tega. Drugače pa ja, probam v bistvu se držati tega, da vsako leto probam vsaj toliko pa toliko novih stvari, grem na toliko pa toliko novih lokacij, ne vem, karkoli. Recimo pri športu nisem zelo toliko močen, ne. Ti imaš pač malo bolj športno osebno življenje, ke jaz, verjetno, ne. Ampak ja, zdaj sem celo začel lavfati in tako naprej, tako da tudi to probam vse, kar se da možnega, ne. Kaj pa kakšna serija ali pa kakšna knjiga, ki si jo prebral v kratkem? Zdaj tako, če sva zelo iskrena, tule pri serijah je tako, da ponavadi se jih kar malo ne upam začeti gledati, ker jaz imam zelo težavo, ke me pol nekaj zagrabi, če je dobro, in potem pač sem do 6 zjutraj pokonci in jaz gledam tistih 10 serij, razumeš, ke je totalno nečloveško. In to ni zame. In pol se pa počutim butast, ke sem 10 ur stran vrgel, totalno neproduktivno. In pol sem toliko jezen na to serijo, da ne vem, koliko cajta naj gledam nobene serije. Ja, načeloma, če bi izbiral recimo House of Cards ali pa Crown, mi je top. Drugače pa jaz nisem neki tak pristaš, jaz rajši imam film, da ga pogledam, pa da je konec, pa da se začne, pa da se konča, pa da veš, zakaj si ga gledal, pa da ima neki message. Ne govorimo o nekih tipičnih hollywoodskih filmih, ampak o nekih filmih, ki imajo malo več vsebine ali pa so malo bolj artistični ali pa tako. To mi je zelo všeč, recimo. Plus, da razumem, ne, ker če gledam 3-4 sezone nečesa, pa na koncu ne vem, zakaj se gre, ne vem, kva bi si naredil, ne, ker to sploh ne naredil, ne. To bi čisto noro, ne. Tako da to ni zame, no, se raje ne dotikam teh stvari prav zelo. Zdaj, ko sem te vprašal, tvoj najljubši citat, si pa izpostavil enega, ki je res fantastičen. Daj ga prosim del z nami. Ja, to je pa od Margaret Thatcher, in sicer watch your thoughts, for they will become actions. Watch your actions, for they will become habits. Watch your habits, for they will forge your character. Watch your character, for it will make your destiny. Torej, pač jaz mislim, da je zelo pomemben, da v mislih ti gledaš pozitivno na stvari in pač si vizualiziraš to, kar imaš. In si ne delaš problemov vnaprej nepotrebnih, ker je brez veze. Ker problemi bojo itak prišli. Pa vsak ima težave v življenju, pa vsak ima nekaj, kar ga skrbi, pa to je tako ali tako pride zraven, hočeš ali nočeš, tako da bi si to naprej delal na neki
paket rezervni je čist brez veze. Ja. In meni se zdi totalno butast včasih celo pretiravam s tem, ker mi kdo reče, pa bi malo pomislil človek na tole pa tole recimo, ne. Ampak jaz probam res vse gledati tako, ne vem, v tej smeri, kot je bolj smiselno, bolj pozitivno zame, kot gre bolj z mojo vizijo skupaj. Zdaj pa iskati nekaj, kaj vse bi lahko šlo narobe, je pa totalno brez veze. In s tem potem tudi z mislimi tudi sam sebi omogočaš, a boš ti nasmejan čez dan, a boš ti slabe volje čez dan, a boš naslednji dan spet slabe volje, a boš spet slabe volje čez 3 dni in tako naprej. In od tega nima noben nič, ne ti, ne ljudje okoli tebe, ne. Tako da mislim, da to, kar ti razmišljaš, kar se ti plete v glavi, je bolj pomembno od marsičesa. Zdaj, ena izmed stvari, ki si jo pa tudi izpostavil, in sicer, ko sem te vprašal, kakšen podjetnik, ki bi ga izpostavil in izstopal, in si omenil Jack Ma. Zakaj? Mislim, teh podjetnikov je ogromno. Mislim, ja, Jack Ma mi je v bistvu tako ali tako, vsi ga poznamo, pa je neka velika figura pa tako naprej, ampak sploh nima to veze zdaj, a je on naredil malo večjo firmo, on malo manjšo, a je on tako korporacijo ali tako, ampak se mi zdi, da je bolj to važno, da je on imel toliko vizualizirane stvari, da je vedel vnaprej, ki dobo investitorja za 2-krat več, pa mi je rekel, ne rabim to, kar denar vzem nazaj, bom jaz manj vzel od tebe, ker rabim samo toliko, pa prišla do tega. A veš, on je imel toliko vse zvizualiziran in on in pač njemu podobnih par kalibrov, mislim, da so taki, ki lahko z samo vizualizacijo tega, kar bo čez 30 let, kadarkoli, pridejo do istega rezultata, kot nekdo, ki v to vloži lahko 5-krat več dela, recimo, pa ne pride do tega. Mislim, da je tle to zelo pomembno, no. Ker če sem se kaj naučil, je to, da ni važno samo, koliko časa delaš, ampak da delaš s pametjo, pa da razmišljaš zraven, ko delaš. Ker pač na začetku logično, ko začneš, vzameš vse, čim se da, karkoli in tako naprej, pol pa z leti začneš malo razmišljati, kaj je smiselno delati, kaj rabiš delati, kaj ti več časa vzame kot kaj drugega in tako naprej. In včasih za kakšno stvar sem zdaj po dolgem času sicer to pogruntil, da je tudi boljše, da rečeš ne, da znaš reči ne, da to ne bomo delali, to ne znam, to ne bi, daš naprej kontakte, priporočiš in tako naprej. Zato, ker začneš veliko bolj ceniti svoj čas. In pač ta svoj čas, v karkoli ga vložiš, ga lahko v veliko stvari bolj koristno vložiš, kot da bi delal nekaj, kar ti ne prinaša neke added value. Se strinjam. Zdaj, če prepeljeva najin pogovor do zaključka, mi imamo kar lepo število poslušalcev, med njimi tudi direktorji, predsedniki uprav, ogromno študentov, mladi podjetniki. Kaj bi pa tvoji 3 nauki za naše poslušalce, ki bi jih izpostavil? Rekel bi mogoče, da si treba pač življenje urediti sam, da ti ga noben ne bo pomagal urediti in da moraš uživati življenje svoj sam in kdorkoli ti bo kreiral življenje, da izgleda, da ti bo kreiral življenje, ti ga ne bo. Sam si ga boš. To mislim, da velikokrat pozabimo. Pač dejansko, da sam si odgovoren za vse in sam moraš si postaviti stvari tako, kot jih hočeš imeti. Drugače jih nimaš in jih nikoli ne boš imel. Mogoče to, da pač da se nikoli ne posluša drugih, ampak se jih vedno vpraša za nasvet. Odloči se pa pol na koncu sam. Plus tukaj zelo dobro zaradi tega, ker pol ne moreš nikoli očitati nobenemu drugemu za karkoli, ne. Pač moraš sprejeti neke odločitve in če se tako odločiš, ne glede na to, kaj ti drugi rečejo, tako bomo delali in to je to. In tudi, ko se kaj zalom, pol veš, kdo se je to odločil in veš, zakaj se naslednjič ne boš tako odločil. Plus to, da se ne dela stvari na kratki rok, ampak da se razmišlja, ne kako bom naslednji mesec zaslužil za to ali pa kako bom naslednji mesec naredil to, kaj vidim, da bo čez 4 mesece, pa ne vem kaj, ampak da se razmišlja, da si svoje življenje predstavljaš, tebe, ko vstaneš zjutraj, v kateri postelji, s kom, v kateri spalnici, v kateri hiši, s kakšnim imenom, s kakšnim renomejem, kam greš, v katero službo se pelješ, kaj tam delaš čez 30 let, 40 let. In to vizualiziraš, kaj hočeš imeti, ne. Torej, da delaš za nek dolgoročen cilj, pa pač, da ti je važen journey, ne vse ostalo. Zdaj, z nami je bil še enkrat izjemen Miha Murn,
umetnik, inovator, podjetnik, avtor večjih knjig, ustanovitelj večjih prestižnih klubov oziroma združenj, kulturni ataše Kazahstansko-slovenskega poslovnega kluba, tudi predsednik uprave in pa direktor. Tako da, Miha, jaz bi se ti še enkrat rad zahvalil za tvoj čas, za tvoje izjemne poglede, nasvete, razmišljanja. Vem, da bo ogromen naših poslušalcev dobil res lepo darilo. Mislim, sigurno lahko od koga, ki je bolj pametnega slišal kot mene, ampak pač kar lahko dam. Tudi res hvala, Miha. Hvala enako.